In kot vidimo preko medijev, se on zdaj sam pogovarja in tudi se predstavlja kot nek delničar, kot smo videli na spisku, da sploh ni med delničarji. In on bi zdaj zastopal kot nek samooklican možakar vse te male delničarje, kar ne gre, ker najprej se moramo zbrati in pooblastila zbrati, potem bo lahko nekdo sploh zastopal te male delničarje. In to bo civilna iniciativa storila zdaj, ali kaj? Vi pa ste tisti, ki vam gre verjeti? Ja, vsekakor smo mi tisti, ki nam gre verjeti. Koliko pooblastil za zastopanje malih delničarjev že imate, vsaj malih delničarjev nove KBM, in ali pričakujete, da boste do same skupščine delničarjev zbrali dovolj, da pridete v elito od tistih 200 največjih? No, zaenkrat še nimamo pooblastil, kajti ta pooblastila se zdaj komaj začnejo pošiljati. To bo zdaj komaj šlo ven, tako kot bo tudi NKBM pošiljala, tako mi, tudi VZMD. In seveda tu se bo zdaj komaj začelo zbirati, zato še nihče nima nič pooblastil zbrani. Mi pa seveda upamo in želimo, da bomo čim več zbrali. Seveda maksimum je okrog 23%, ampak dobro, to je pač teoretični maksimum. Želimo pa seveda čim več in pa naša vloga, kaj pa je pa to, da bomo mi organizirali podporo, tehnično podporo za strokovnjaki in da bomo poštene informacije ljudem dajali, da bodo vedeli, zakaj se gre. Česa vas je strah? Namreč nekaj podatkov ste prej že našteli odpadanje vrednosti same delnice. Česa vas je torej strah male delničarje nove KBM? Tukaj nas je strah klasičnega scenarija že iz preteklosti. Če gledamo, da do sedaj, kako se je dogajala iztisnitev malih delničarjev. Ker tudi tukaj, mi ko smo začeli že leta 2006-2007, ko se je začela govoriti o privatizaciji NKBM, smo mi začeli pritiskati na ministra, na vlado, no potem so le popustili in so dali 25% vseeno delnice malim delničarjem. Ker smo le toliko pritiska ustvarili. No, ampak zdaj so pa naredili pa drug scenarij, torej ljudem so nekaj dali, torej en del so malo pomirili ljudi. Zdaj pa jih je seveda treba pa spraviti ob te delnice, da bodo le lahko dosegli ta cilj, katerega so imeli že prvotno. Povejte, Predrag, računica, koliko ste že izgubili s tem, da ste mali delničar nove KBM? Mali delničar direktno izgube, jaz vem, da velika večina ljudi reči ne računa. Pri eni delnici bi danes plačal še 25 € zraven, plus izgubil 1 do 3 € na sami vrednosti, pomeni trenutno stanje, ki je bilo zjutraj pogled na borzi na novi KBM, so ljudje v čistem minusu. Plus dividenda, ki je namenjena z 0,2 € je v bistvu slabša kot pa vsaka inflacija oziroma stanje v državi, ki je normalno gospodarstvo, pomeni je minus na čisto vseh fazah, plus tretja stvar, da še bom na koncu moral kot delničar pooblastiti neko osebo, ki bom rekel je na drugi strani banke, da upravlja s tem denarjem, potem vemo vse, kam to vodi. Če vas banka in politika ne uslišita, kaj boste naredili? Ne gre se za uslišanje banke oziroma politike strani ministrstva, ni pomoči strani banke, da bom rekel, vem vsi kakšne so zgodbe, vem samo eno, da tako kot jaz kot majhen delničar, bom rekel mali delničar nove KBM, tudi ostali ljudje, ki so investirali, ki je več kot 100 000, mislim, da imajo skupno željo, da naredimo nekaj, da pride enkrat pravica oziroma pravo pot na dan. Pomeni računamo na podporu ljudi, ki tudi dnevno kličajo, nas kontaktirajo, iščejo, da v bistvu naredimo tudi, tako ste rekel že prej, da gremo tudi na stojnice, na cestovanje, da se bi se enkrat zadosti tem zadevam, ki pač moramo.